Iztočnica za današnjo mizico pri Sedite k naši mizici v knjižnici Šiška, naša bralna skupina, je bila knjiga gospe Jane Mali Od hiralnic do domov za stare ljudi. Pogovarjali smo se o tem, kako je šel razvoj od špitala, hiralnic do domov za ostarele, in iztočnica nam je bila knjiga gospoda Vita Komaca Umor v domu ostarelih, z vprašajem. Zdaj vabim vas na nadaljevanje te teme, ki bo naslednji mesec, z 19. aprila, in bomo govorili o starizmu. Starizmu kot fenomenu ali kot psovki. Takrat nam bojo iztočnice knjige gospe Slavenke Drakulič, iztočnica nam bo knjiga Gostišče Hibiskus, pa še kakšno bomo našli. Ni dovolj, da starejše le poslušamo, treba jih je tudi slišati. To naj bi bil moto današnjega srečanja. Namreč gre za to, da se kar naprej govori samo o starejših, kako jih je treba tolerirati, kako jim je treba pomagati, kako jih je treba opaziti. Slišani pa niso. In takrat, ko je treba, kot se reče, besede v dejanja spreminjati, se to neha. Ne? In jaz sem prebrala eno krasno kriminalko, strastno berem slovenske kriminalke, in se rekla, no tole bo pa zdaj iztočnica za tole naše srečanje. Namreč govori o umoru v domu za ostarele. Taka zelo zanimiva tema. In jaz sem mislila, da je fikcija. No, pa me je gospod Vito Komac popravil, je rekel, ne, ni fikcija. Tako da je stvar dobila še dodatno težo. Me je pa vznejevoljilo to, ker poznam primere, da v domovih za ostarele ne funkcionirajo stvari tako, kot bi morale. Vznejevoljilo me je to, da se s starimi ljudmi dela tako, kot da jim nekaj manjka. Ne, da so gibalno ovirani, ne, da slabo slišijo, ne, da slabo vidijo, ampak kakor, da so tudi umsko nazadovali oziroma, da so nekje na stopnji otroka. Kar pa seveda, kdo bo dopuščal te stvari. In deklaracije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah ne smejo ostati zgolj besede, temveč jih morajo ljudje v vseh starosti spoznati in jih uporabljati v vsakdanjem življenju. In treba je, tako kot smo rekli, starejše ne samo poslušati, ampak tudi slišati. Zdaj, kakšna je vsebina romana Umor v domu za ostarele? Kaj se zgodi, Vito? Kaj se zgodi? Vse najbolj grozne stvari, kar si človek lahko zamisli, da se mu lahko zgodijo. Tisto, da je umor z vprašanjem na koncu je pač, ajde, literarno rečemo temu. Sicer pa govori, tako kot je rekla Maša, zgodba je vzadej, je resnična zgodba. In vse to se je dejansko dogajalo. Se pravi, nekoga je obležal, prijatelji so ga našli, mislili so, da se ne bo več pobral, in so mu začeli, lahko bi rekel, krasti in ropati. Pobirali so njegove stvari, so mislili pač nekdo drug, ki bo drugač, nam to bolj pripada, smo prijatelji in po svoje to razumljivo. Na kar so to ugotovili sorodniki, to se je dogajalo na Reki, sorodniki v Ljubljani so to ugotovili in so dali prepoved obiskovanja tega človeka, ki se je začel zdraviti in dvigati, ki je bil v vsakem trenutku boljši. Na kar so ga strpali v nek dom ostarelih, nekje
da rečem, Bogu za ritjo in so ga tam počasi izolirali, ne spustili nikogar blizu in na koncu so se ga pravzaprav rešili zato, da bi lahko prišli do njegovega premoženja. Mislim, zelo huda zgodba, se pravi, 3 skupine so se lotile enega nemočnega človeka. A te lahko malo skočim? Ja. Rekel si izolirali. Zdaj, izolacija. Koliko vas verjame v to, da lahko nekega starega človeka izoliraš? Da ne dovoliš obiskov, da preprečaš, da kdorkoli pride do njega in se z njim pogovarja. Se pravite, da je to možno? Ja. Seveda. Ampak je pa Zdaj se izkušam. to je katastrofa človeka starejšega pa sploh. Ja, ampak se je že... 3 mesece ni bilo onemogočeno Takole. kakršno gostovanje svojcev z mojih izkušenj v Beltincih, v domu starejših. In to v krščanskem domu. Takole pravijo, informacije o pacientovem zdravstvenem stanju. Zdaj, če je to ista stvar, seveda ni, ne? Ampak pacienta o njegovem zdravstvenem stanju seznanja zdravnik, ki ga zdravi. Osnovni podatki in informacije o zdravstvenem stanju so zaupne narave, pacient zato ob sprejemu na obrazcu podpiše soglasje. Kaj pa pacient, ki je nezavesten, kaj pa pacient, ki je trenutno nepriseben, kdo za njega podpiše? Ne? Tele imam eno zgodbo Anje, njene mame, ki je bolehala za Alzheimerjevo boleznijo. Zaradi napredovanja bolezni zanjo ni več mogel skrbeti njen mož in so se odločili, da je najboljša opcija zanjo, da gre v dom za ostarele. Že sam začetek bivanja v domu, pravijo, je bil nenavaden. Najprej je osebje iz nepojasnenega razloga in brez posvetovanja z nevrologom prenehalo dajati določene zdravila, ki jih je gospa jemala zaradi tega svojega stanja. Zdaj, ko je Anja mamo obiskala v domu, je rekla prav, da je mama začela jamrati, da jo vse boli. Skratka, gospa je dobila te preležanine in mišice so ji uplahnile. Dobila je tudi pljučnico in na infekcijskem oddelku so rekli, da ima preležanine praktično do kosti, da so ji razžrto njeno telo. Anina mama je bila, zdaj pa pazite to, sprejeta v dom, ko je imela 76 let. 76. Zdaj se pa vprašamo, kaj je starost? Kdaj je starost? Kdaj je nekdo star? Tlele govorijo o tem, da pri 65 letih že lahko dobiš mesto v domu za ostarele. Delati moramo do 67 počas že, ne? Nekje se preigravajo. Zdaj je 65, zdaj bo 67. V isti sapi jemljajo kompetence, kar se tiče vožnje. Preigravajo to, da bojo začeli jemati, ampak 70 let onemogočati človeku, da bi vozil avto. Po drugi strani pa govorijo, kako smo čedalje bolj vitalni, kako smo čedalje dlje živimo. Kje smo zdaj? No, mama je umrla po 6 letih v domu za ostarele. Ja, pri 76 letih so jo sprejeli in so jo potem dobesedno 6 let ubijali. Odvzeli so ji tablete, ki jih je jemala. Zakaj? To so čist neke mislim, dobro, to je zdaj pričevanje te gospe, ampak to je to. Pa imam še eno zoprno zgodbo, ki je bila v zadnjem času v medijih, da stare ljudi, ki so izpostavljeni, bomo rekli, družbeni instituciji, kot je dom za ostarele, včasih so rekli dom za onemogle, potem so rekli špital, potem so rekli hiralnica,
potem so rekli, vse sorte imena je že Špic, recimo. hospic, ja. Ne, hospic ne, hospic je nekaj drugega. Hospic gre za paliativo, ne, medtem ko, ja, špital je pa bil takrat namenjen pravzaprav vsem, ki so rabili kakršenkoli institut za to, da so lahko nekje bivali. Ponavadi so bili to klošarji, berači, vojaki, invalidi, tako. No, osebna negovalka v Izoli je kradla in poniževala starostnike. Ona je bila stara 65 let in bila je, sumijo, nasilna do starostnikov. Zdaj, koliko je na tej zgodbi resnice, to policija zdaj še raziskuje, ampak komu verjamemo? A je bilo ali ni bilo? Jaz je bilo na sodišču, to recimo, kratki. Ne bom več imeli, ampak Se so jih slikali, na televiziji. psujejo zmeraj. A si videla? Boš povzel? Ja, gledajte, ko smo hoteli tega človeka rešiti ven iz tega doma, ki je bil v izolaciji, smo se zelo prizadevali in sem takrat dobil možnost pripeljati eno komercialno televizijo Hrvaško. In oni so posneli, ker so lahko, ker so se te zaprli noter, niso hoteli dajati izjav, pa ravno toliko je bilo, da se je dal narediti eno reportažo. Z eno drugo sorodnico sva dala ovadbo na policiji, ona dala še izjavo pred policijo v kamero. In ko so tisto objavili, je potem novinar klical in rekel, da žujejo nam nova sporočila. Sporočila od ljudi, oziroma svojcev ljudi, ki so bili v domovih in so jih na tak ali drugačen način ali ukradali ali celo spravili v kraj. Zgodilo se ni pa nič. Ta ista televizija je predlagala celo spremembo zakonodaje na Hrvaškem, ne vem, da so to dosegali, ne, pa dali so predlog. Ker so, mogoče ne bom trdil, ampak morda je tam še večji kaos kot tukaj, morda. Kar se tiče pa teh malih domov, pa očitno je, saj pa te izkušnje smo imeli. Iz prve roke mi je. Kar povejte. Ja. Moj mož je bil tam en mesec. Ljubljan, Črnuča, en mesec. V enem tednu je dobil 4 infekte, od mrso, pljučnico, ne vem, še koga vse za ne bakterije čudne. En mesec je umrl. En mesec je bil tam, pa en teden je bil bolenc. Skratka. Jaz bom zdaj na tole navezala Črni les. A se spomnite te afere? No, Črni les je bila ena taka privatna institucija za ljudi, ki so jih odpustili iz bolnice in ti ljudje pač ne bi imeli nikogar, ki bi za njih skrbel. In potem so rekli, da ti ljudje umirajo tam. Zdaj, vi ste rekla, vaš mož je v enem mesecu umrl. No, tam so recimo tudi umirala, ne? In gospod so dali na sodišče, češ da skrbi za to, da hitreje umirajo. Kdo pa je recimo tukaj le, v vašem primeru recimo, bi rekla, vrgu pozorno oko, zakaj je gospod zbolel, zakaj je dobil toliko infektov, Se že bolan je tjašal, no, zelo bolan je že z diagnozo z vsem, je že kešal. Ampak pa se mu je tako rapidno slabšal to. Pa so ugotovili, da ima pritisk 40-60. Pritisk, tlak. In sem rekla, ja, pa ta mena pride, ugotovi, koliko ima, pa odlaufa. Pa je bila že pri vratih, sem rekla, jaz vi, koliko časa pa človek zdrži s takim pritiskom, lahko sploh 40 spodn, ne? No, pa so začeli pa noreti, pa neki sikove bombe voziti, pa čez 2 ure šel pa v bolnico, no, se skratka prepriča. No, še to, ja. Zelo v času covida je bilo rečeno, da ti ljudje nimajo obiska. Zdaj si pa predstavljajte
kako imenovati tako institucijo dom za ostarele, če to ni dom, če nimaš pravic. Nihče ne sme k tebi priti, ti ne smeš nikamor iti. To ni dom, ne? Samica. Ja, to nisi suveren noter. Istočasno, a zaupati ljudem, ki tam noter delajo, da te ne bojo pokradili, a zaupati zdravnikom oziroma osebju, da te ne bojo izolirali. Ne veš, kaj zdravniki sploh niso doma, po telefonu so dajali osebju navodila. To so moja mama tudi spravljala. Sestra tam ena negovalka, ena ne vem, koga strežnica je dajala moje mame, ki si. Pa sploh ne vedela, kva dela, ker so jo v bolnico, ker so zašuštrali vse org, so jo napopali v bolnico, dali meni, kar tist, ki se s tem ukvarja, rekel, gospa, sam to vam povem, ne našli na telefonu. Kaj so z vašo mamo, en teden ne bomo delali. Tisto osebje ni sposobno dajati po pravih meritvah kisika, ki ga treba dozirati glede na dihanje, na stanje. In tako, kot ste rekla, jaz tudi pravim, verjetno so jo vzeli tablete, ker je imela srčno popuščanje in se je ona začela dušiti, potem so jo pa kar dali, da je pozitivna, ker so se zašuštrali. Ni trupla, ni dokaza, tako je to bilo, oni so mi jo dali, tam je umrla, jaz se sploh nisem niti videla. 16 dni je ležala v hladilnici, da smo čakali na pogreb. Mislim, to so bile take mučke, da jaz sem travma še danes, pa že 3 leta. Kaj so takrat počinali te doktorji, tudi meni je pač tale povedal, da to sigurno ni bilo pravilno, ona ne bi smela zahtevati. Niti ni dobil nobenega dokaza, da je bila pozitivna. Rekel, jaz imam v kartoteki nič, kar je zraven prišlo. Samo kar je reševalc rekel, da je ona pozitivna. Tako da to so bile take Zdaj gremo še... Jaz sem pa dobro izkušnja, bila moja mami na taboru, pa 2007, to je bilo toliko nazaj, sem lahko zadam šla, sem jo hranila, res sem se z enim tistim medicincem kregala in hotel je po injekciji dati hrano, ki ni mogla. Jaz sem rekla, da jaz se garantiram, da bom lepo vse takole in sva se kregala. Zato, ker on bil odgovoren, če bi se kaj naredila, in je bilo v redu, ven sem jo pa dala posod. Takrat. Ja, takrat. To je bilo čisto drugače takrat. Sem te predhodila vprašati, da je to bilo. 2007. Rapidno so se razmerili. Lahko sem bila še prnej, ki je umirala, sem rekla, puste mi kar luč v hodniku, bom jaz toliko časa prnej, pa bom taksi vzela. Takrat je bilo v redu, kako je pa zdaj, pa nimam pojma, zdaj se je toliko poslabšal. Jaz sem pred parimi leti delal v nekem projektu izgradnje enega velikega doma za ostarele. In sem se tudi dosti intervjujev sem naredil z direktorji, z sedanjih domov, z ljudmi, ki so se ukvarjali nekoliko s krogom starejših občanov. In zdi se, da je največjih problemov to, da ne morejo prav nagrajevati negovalk, sester in tako naprej, da jih zakonodaja drži nazaj, imajo stalno fluktuacijo in stalno so novi ljudje. Moja mama je bila v domu, v zasebnem domu zdaj 7-8 let, točno pred 1 letom je umrla in jaz nimam nobenih pritožb. Je bilo vse v redu. In so se zelo trudili z njo. Dobro, pokradili so ji večina stvari, ampak ja, to je bilo normalno za pričakovati. A pa toliko nazaj, tako kot sem jaz rekla? Ne, to je bilo lansko leto je umrla. Ja. In imela je 94 let, na koncu že ni mogla paziti, kako pa kaj, ta drug COVID je dobila. Enega je že imela, potem pa še enega. Samo mislim, da je dom do doma različen. Mislim, da to se ne da enačiti. Kakšno je osebje, kakšno je vodstvo. Se je zamenjalo vodstvo na boljše. So nekaj ljudi izginali, se pravi teh iz osebja, ker so jih imeli ne zasebno. Vse pravila za nagrajevanje imajo enaka, nažalost, ne morejo več plačati jih. In te ljudi, ki so bili, rečemo, s prsti v marmeladi, da so jih dobili, so jih nagnali. In moram reči, da sem bil velikrat prijetno presenečen, sem prišel not v različnih časih dneva in sem videl, recimo, ko sestra ali pa strežnica objame mojo mamo. Čudovito, kaj češ lepšega. Pa mi ni vedela, da sem tam, Zdaj, nekaj napredka je zagotov.
Predvsem so zdaj ugotovili, kdo v te domove sodi, kdo pa ne, ker prej je bilo vse pomešano. Prej so bili tam, če gremo čist nazaj v zgodovino, ne, v tiste špitale, tam so bili tudi otroci. Tam je bilo, skratka, edino žensk ni bilo. Bili so reveži, berači, ženske pa ne. Ženske so dobile pa denar, da so se pač nekako preživljale, v špitalu pa niso bile. Ne samo dobrodošle, ampak sploh jih ni bilo. No, jaz imam zgodbo svoje stare mame, koliko daleč nazaj je to, tam leta, da rečem 70. Bila je v tem domu, ki je bil grad Kodelja. In jaz se spomnim, stara mama je bila stara tam 76-75 let in zraven njena postelji je ležala ženska, meni se je zdela takrat stara, 40 let je imela je pa otroka, toliko starega, kot recimo jaz. Tam ne vem, koliko sem bila stara, 10-12 let. In ona je bila v tem domu za ostarele, ker je imela sklerozo multiplo. Tega zdaj ni več, ne? Mlado žensko pri 40 zaradi multiple skleroze ne bodo dali v dom za ostarele. Kaj je pa bilo? Pri nas sploh nimamo inštitucije nobene ustrezne, negovalne, Ja. sploh jo nimamo. In se zdaj so začeli pogovarjati, da je treba nekaj, ker ni negovalne, bolnišnica ne obstaja. Ja. No, Ja, dajte, Sežana je zdaj, ampak je bila ena moja prijateljica noter, ki sama živi in je zelo lepo prerejena. In se je zelo lepo imela, je bila v 2 meseca, ker je padla koliko si zlomila domov, ni mogla, ki sama, ne. In je bila v Sežani, ja. No, To je edina, ko so jo lepo preredili vse. saj Črni les je bila nekaj tacga. Ja. Se pravi, v Črni les so prihajali ljudje, ki niso mogli biti več v bolnici, ampak so jih potem dali kam? Se je Ven. tudi zdaj ponekod so negovalni In kakšen je bil Ne rezultat? cela bolnica, ampak negovalni oddelek. Dajo, če ne more iti še domov, pa ne more biti več v bolnici, je na negovalni. Kaj pa, ko je negovalni oddelek poln? Ja, ne vem, Ja. samo to pravim, da tako Se je. pravi, a veste, tole naše srečanje zdajle je v bistvu ena drobtina k tistemu kruhu, ki naj se speče, da se bo začelo o tem govoriti na veliko. Res. Ker je nujno. Ve se, da je, mislim, ja, dlje časa živimo. Drži, dlje časa smo vitalni. Ampak enkrat bo pa treba poskrbeti za tiste, ki jim bo mozek še delal, ampak telešček bo pa odpovedoval, a ne? Ali pa oboje, ja. Ali pa oboje. In zato, Se je, to je ena od prioritet je zdaj. tako kot sem rekla, še ni šlo k dejanjem. A veste, starost so zdaj le, tako bom rekla, še ena žalostna resnica je. Starost je zdaj tržna niša. Ja. To je to. Moj vnuk sodeluje s Termo Vivat, nekaj dela reklame, pa so Vivata so pobili tudi iz Inozemstva in so hiša prodali. In so jim nudili vso oskrbo, wellness, pa vse živo in to ni 2 sta privatne te terme. In ni šlo in ljudje niso imeli kam se vrati, ko so vse prodali. In pa so jih po domovih, zdaj pa tega sploh niso imeli dosti ljudi, zdaj pa navadne terme so, ni več tako, ko so si predstavljali, da bo, ne. Ljudje so prodali, niso imeli kam iti in so jih pa v dom spravili, ne, take. Ja. Glejte, skušali so tudi varovana stanovanja. Midva z Janezom veva, da tlele nad knjižnico so varovana stanovanja, ki so se zdaj začela spreminjati. Ja, bila. Zdaj so čist navadna stanovanja. Zato je bilo res eno preslepljeni ljudi. Kolje so pa Marija protestirali iz Evrope, ne, zaradi tega. Mislim, ena od oblik take samopomoči, ne, po mojem mnenju je to skupno bivanje. Recimo, imate dobre prijatelje in bi želeli z njimi na starost skupaj, nimate več, mogoče imate še partnerja, nimate partnerja, ampak en krog ljudi, ki se dobro razume in si skupaj uredi bivanje.
Da ima skupno neko dnevne prostore, da ima skupaj neko druženje, to, potem pa samostojne neke spalnice zase in tega koncepta pa nas še ni, se sam govori. To je eden opisoval tisto knjigo, ko smo brali, imam 83 dni toliko let, ne, kako so živeli na Danskem, ker imajo vsi svojo pokojnino, pa še državno. In je dosti denarja bilo in so tako živeli. V skupini so se, če kdo bral, ne vem, iz leta delali in se bili kombi, na koncu pa vsi vedeli, posebno, da so preživali nametni, da bojo pristali v domu, da bojo pa tako, kot vsi. Ampak pa se pa zgolj, da je to knjigo napisal en knjižničar. To bila pa farsa te knjige, ampak lepo opisuje, je zelo se uživo, ja. Ja, tako, ja. No, recimo, če bi bil ta koncept možen, koliko z vas bi pa bilo pripravljenih iti v tako skupno bivanje? Tako, mi smo že vsi prestali za tisto manj v Melanšu, ko stanujejo, eno sobo. V svojem okolju, v bistvu, Ja. zgoče svojem domu, ne? Ja. Po hiši, Ker veliko ljudi ima, preuredi, recimo, Ja. država, da se stvari preuredijo. veliko ljudi ostane v prevelikih hišah na starost, ne, težko jih je vzdrževati, lahko bi pa mogoče predelali za neke skupno bivanje, ne. Ja, da koga dobiš recimo s nastavljanjem, če imaš kakšno prostor, pa da ti pomaga, samo da ne izkorišča, lahko ne veš. Ne? Ja, pa nosa se stroške. Ja, ne veš, ne. Vito, še v nekaj bova ugrizenla. Ugrizenla bova v dedovanje. Namreč njegova knjiga govori, se pravi, o tem, zakaj pravzaprav imajo ljudje interes za nekoga, ki je zelo star ali pa zelo bolan. Ali pa oboje. Ali pa oboje. Ja, vsi imaš to, ja. Če je skupaj, je pa verjetno še optimum. Gre za dedovanje, a ne? In jaz sem se pol malo pozanimala, v tvoji knjigi nastopa ena druščina, ki hoče stanovanje. Denar so pa že vzeli. Ja, zdaj, kako je s tem? Kdo ima pravico do teh deležev? To so se tudi tlele. Ko boste prišli v knjižnico, si boste lahko sposodili, ne bom zdaj reklame za avtorja delala, ampak zakaj pa ne, magister Boštjan Turk ima cel kup teh praktičnih priročnikov. No, eden je tudi praktični pravni nasveti v zvezi z dedovanjem. In kako zgleda, ali dediči odgovarjamo tudi za zapustnikove dolgove. Ali lahko ti dolgovi vplivajo tudi na naše siceršnje premoženje? Pa je potem odgovor. Ali mi lahko razložite, kakšna je usoda zapuščine brez dediča? Ali preide taka zapuščina v državno lastnino in v kakšnem primeru se to zgodi? No, se pravi, to je knjigca, ki si jo lahko pod poštar date, pa vsake toliko časa malo not pogledate, ker se te spomnili, kaj vse vam leži na duši. Osebni pravni priročnik je to, kde bo cizgane. Izvo predebela zadeva. Zdaj takole je. Dediščine. Gre tudi za to, da v romanu, v kriminalki, tega gospoda izolirajo. Zato sem tudi prej rekla, kako se lahko enega starostnika ali pa enega bolnika izolira. Pravzaprav se ga lahko. Ja. Nekdo se okliče za glavnega dediča, za glavnega skrbnika, nastopa zelo suvereno pred zdravniki oziroma v domu za... Tega nihče ne preverja. Ja, ker tega nihče nažalost ne preverja. Tako. Drugač pa tako vam povem, kadar se čutite, da ste nekje opeharjeni ali pa da verjetno ste opeharjeni, vsak državljan Slovenije ima možnost zaprositi za smrtovnico. Se pravi, ko zveste, da je nekdo, ki vam je bil blizu, umrl, zaprosite za smrtovnico in v tej smrtovnici noter piše, kdo so ti dediči. In če vas ni med njimi, nič hudega,
se kar prijavite, še jaz. In potem se pozanimate, kdaj je zapuščinska razprava in tam zraven sodelujete seveda s svojimi argumenti, kako to izgleda. Ampak zakon o dedovanju je zelo natančen. Eksakten, ja. Prvi dedni red, drugi dedni red. Ampak, a veste, kad... Tako razmišljati, kdo bi mal dedal, Ja. pa ne. Celo pri prvem dednem redu so lahko miškulance, ampak kadar prvega dednega reda ni, ne, Zakonci, otroci in pastorki so prvi dedni red. in ko tega dednega reda ni, se naredi pa taka kriminalka. Naslednjo koleno, ne? To so pa bratje, sestre, starši. So po naslednjem kolenu, dedičin, to je eksplicitno napisan tam, da ne moreš se nekih Če pa prevesi. napiše oporoko, Ja. preden umre, pa če napiše tako, da recimo vnuki Preužitkarstvo in pa podobno. otroci nimajo nobene pravice, do nobenega deleža. Poroka je poroka, ne, je vedno čez. Ja. No, ta moj junak ni imel nikogar, bil je samski, bil je gej, starši so mu umrli, otrok ni imel, najbližji sorodniki sta bila dva bratranca, ki se nista brigala za njega. In to je bilo to, ne, sploh nista vedela, da je umrl. Kako se pa potem to rešuje, če ni sorodstvo? Ja, pokrali so ga, pa je bilo rešeno. Ja. Ja, no, vse zato je, ravno v tej knjigci je, kaj se zgodi, če ni dednega reda, če ni... Slikca, da vidim. Krog slikca. Ne, se. Boštjan Turk. Vidim tako. Ali pa če damo kar takole, a ne? Tega ne spustne. Ja. Kar dajte okrog. Ja. A lahko jaz nekaj, gospod, a lahko vas nekaj vprašam? V tej knjigi, ne, je naslov umor v domu za starejše. A je on umrl zato, da sploh da vedel, da on ni bilo dejansko umora. A umor je bil na ta način, da so ga onesnažili ali kako? Ali Ja, glejte, smrt, A ćemo vse povedati? lahko ne, ampak ali je bil zapostavljen? Še cel kup triki. vprašanje je zato, ker nimam dokazov. Ne. Nimam dokazov, da je bil dejansko namerno pospravljen. Jaz pa vem, da je bil, ne, imam dokazov. Se mislim, da je to, da večkrat bi malo je lahko. Fikcija je zelo malo tukaj. Skoraj vse je res. Samo imena niso prava. Ja. Hvala. Tamle sedi gospa, ki bo mogoče kakšen zanimiv odlomek prebrala. Ključavnica v Kersnikovo stanovanje je zdaj zamenjana. Zaradi vloma, kot so napletli Milano, ki ga seveda ni bilo. To je bila le pretveza za bliskovito menjavo ključavnice vhodnih vrat. Direktorica doma mora nekomu preprečiti vstop. Moja teorija? Krumpakovima ali pa prijateljem. Sklepala je, da drugi nimajo ključev. Midva tedaj zanjo sploh še nisva obstajala in ni vedela, da so najo na reko ukrepati zvabili njegovi prijatelji. Ja. Prijatelji pa niso vedeli natančno, kaj namerava direktorica. Ali pa? Ali so preigravali možne poteze doma in Krumpaka? Sicer pa, kdo je obvestil oba Krumpaka? Kje so dobili številko njunega telefona? V Milanovem notesu, jasno. Je Sonja najprej obvestila njiju? Zakaj pa ne tudi mene, Jureta? Prepričan sem, da sem bil v tistem notesu vpisan prej, pred njima. Tudi našo družino je imel Milan raje kot njiju. Ampak na smolo direktorice sva se midva pojavila na obisku pri Milanu, njega pa ni bilo tam, čeprav je v strahovito slabem zdravstvenem stanju. Vlači ga naokrog, z zagnojenimi preležaninami, v osebnem avtu. In o njenih potezah sva naključno izvedela od Milanovega cimra. Sranje zanjo in panika na celi črti. Zato je uslužbenka doma
tisto živčno, panično bitje, potrebovala toliko časa za navodila, kako se naju znebiti. Ali Milan sploh ve, kaj se zares dogaja in kdo mu je plenil stanovanje, če je to razlog za menjavo ključavnice? Krumpakovi, prijatelji, Tereza, a še kdo? Od koga je to izvedel in zakaj? Kako da me ni sam poklical, da pridem k njemu, se mi je vendar vse življenje zaupal. Nikoli ga nisem razočaral in vedel je, da bi mu raje kaj dal ali kupil od njega, kot pa kaj dobil. Najbolj skrivnostna in sumljiva se je zdela nehote izrečena izjava uslužbenke v domu za ostarele, ki je rekla, da gredo z Milanom tudi k notarju ali odvetniku, kar je že prej napovedal starec. Njegov cimer. V soboto opoldan? Kdo hodi v soboto k notarju? Se vendar nima odprte pisarne, je menila Iza. Kaj za vraga je tako nujno, da ne more počakati na delavnik? Za nekaj kun več pride vsak reški notar v starački dom, je menil Ivan. Zakaj ta hitrost? Se je spraševal tudi Kruno, ki je Milana videl pred manj kot uro. Najbrž ne na trenutno Milanovo željo, saj se zdi, da od sedativov sploh ne ve zase. Zatem najbrž stoji madam Tereza, morda celo brez soglasja Krumpaka. Sem pripomnil in se ugriznil v jezik, ker sem upletel Krumpaka. Le kakšne overitve ali pogodbe hoče zdaj ta direktorica staračkega doma, se je spraševala Marina. Morda prepis lastništva stanovanja ali kaj podobnega, vsekakor nič dobrega za Milana, je še rekla Sonja. Preizkušali smo različne mikroscenarije in podvariante z različnimi interesi deležnikov. Kaj naj bi se dogovorila za Milanovo zdravje in usodo neznansko zaskrbljeni ljubljanski sorodniki Krumpak in znano pogoltna prevarantka Tereza Arnautovič glede skrbi za Milana, pa tudi o tem, kako bo Tereza nagrajena za odganjanje prijateljev in sorodnikov, celo zdravnikov, kot se je zgodilo od doma ostarelih. Kdo od njih naj bi kaj dobil od Milanovega premoženja? Stanovanja, prihrankov, avta, se je spraševala Iza in prijatelji so se skrivaj pomenljivo spogledovali. Čisto vsega, kar se nama je podilo tiste minute po glavi, si pač nisva upala izreči glasno pred prijatelji. Ko sva se kasneje o tem pogovarjala sama na poti domov, sva ugotovila, da sva premišljevala in ugotavljala bolj ali manj isto. Kako bi kdo prišel do Milanovega denarja, saj imajo samo prijatelji, hranilne knjižice? Oni? Kako bo poplačana Tereza? In kako si bo Krumpak skušal prilastiti večji kos pogače, če gre seveda res za zaroto, kot je videti zdaj? Zakaj so prijatelji tako vztrajali, da prideva takoj na reko? Kaj zares nameravajo tako imenovani prijatelji? So oni, prijatelji, morda tretja stranka, ki se želi okoristiti z Milanom? Za mizo si nismo bili povsem enotni v mišljenju glede same zadeve, pravzaprav že afere na obzorju. Vsaj sam nisem tako zelo pazil na odtenke in konotacije njihovih izrečenih stavkov. Po naravi sem preveč zaupljiv in si nisem mogel misliti, da imajo morda Milanovi prijatelji kak slab namen ali da kujejo nekakšno zaroto. Nisem resno niti pomislil, da ima neka skupina ljudi, ki naju je poklicala na pomoč, skrito agendo. Daleč od tega, da bi se zdaj šla nekakšne detektive ali preiskovalce. Nažalost pa sva že dobivala občutek, da nama niso povedali čisto vsega, kar se je dogajalo in načrtovalo, in da je nek del zgodbe ostal skrit in nedorečen. Nažalost je zgodba resnična. Zagovorništvo. Ste že slišali za institut zagovorništva? Zagovorništvo je trenutno v razmahu, kar se tiče otroka. In je prav. Otrok rab svojega zagovornika, vemo, da so otroci tista najbolj ranljiva skupina, kadar se odrasli kregajo, ne? In da so hude in grde stvari, otrok je pa tam
zelo nemočen in ne ve, kam naj gre. Pri tem smo pa majčkeno pozabili, da se to isto dogaja ljudem, ki so stari. Ravno tako. Nekoga rabijo, ki bo na mesnih včasih noge, včasih pa celo glava. In zdaj takole je. Zagovornik otroka nima problemov s tem, da se otroku odvzame poslovna sposobnost, poslovna opravilnost, ker otrok tega še nima. Triki varianta je pa pri staremu človeku, ki je samostojna oseba, in če dobi zagovornika, je trenutno pri nas edina stvar, da se mu odvzame poslovna sposobnost oziroma opravilnost. Kar je narobe. Kar je narobe. Ker star človek ni tako kot majhen otrok, star človek samo mogoče ni mobilen, mogoče je kdaj toliko bolan, da ne zmore kakšnih stvari. In če mu pa odvzameš, takole pravijo, da ne bom mlela nekaj po svoje, če odrasli osebi upoštevajoč stopnjo ugotovljene osebne sposobnosti popolnoma ali delno odvzamemo poslovno sposobnost, sodišče potem takem postavi to osebo pod skrbništvo in si nekje na stopnji majhnega otroka. Zdaj, skušajo delno to narediti, ne? Delno zagovorništvo v celoti seveda, ampak delno skrbništvo ne bi izgledalo pa tako. Karkoli se že odloči oseba, odrasla oseba, je zraven ta zagovornik, ki daje še tisti dodaten jaz zraven, ne? Odrasla oseba se odloči, temu bom zapustil, gre seveda za take kočljive zadeve, kar se tiče financ. Temu določenemu najljubšemu vnuku, najljubšemu bratrancu, najljubšemu zapuščam vse svoje 4 hiše. In zagovornik potem reče, mogoče bi pa 2 davke unmu. Skratka, še zagovornik mora reči svoj ja. Tako je. To je zdaj namen, da se bo to zgodilo, ni še tega zagovorništva, pri nas zaenkrat za stare še ni. Sam pa mora biti strokovno izobražen za... Kdo je lahko zagovornik? Ja, zato tako. To je lahko oseba, ki uživa zaupanje uporabnika, ki ima ustrezne osebnostne lastnosti, kot je etičnost, empatičnost, komunikativnost, prilagodljivost, strpnost, zaupnost, skratka vse pozitivne stvari. Poleg teh lastnosti mora imeti znanja z področja gerontologije, socialnega dela, psihologije, zdravstvene nege in seveda nekaj osnov zakonodaje. Ja, Zdaj, kje dobiti to kompleksno osebo, ki bo vse to imela? Ja. Sodišče dolo, pa bo naredilo. Zdaj, medva z Vitotom sva, ne? Tamle imamo zgleda še enega. Sej, lejte, počas, roki gor, dvigante, ne, vsi smo lahko. Osebno izkušnjo povem. Povejte. Star sem 80 let. Z 70 leti sem šel v penzijo. In tisto, kar sem takrat delal in kar delajo moji sodelavci, bi še zdaj gladko znal delati. Tako. Ampak, če hočem biti danes v neki tip poziciji, ko pa rečejo, ne, sposobnosti in te umski, telesni, ne morem teči na 100 metrov ali to ni ono, moram se ogromno potruditi. Ali kaj hočem povedati? Veste, penzija ni čas počitka. Ne. Dajmo si iskreno povedati. To ni čas, da bomo pa počival, pa ko pepil, pa kaj sem kaj. To je čas, na katerega se moraš pripraviti, da boš delal in da boš raziskoval in vse mogoče, da boš držal v neko telesno in pa fizično kondicijo. Mi še nekako vzdržujemo, ki smo v penziji, neko umsko kondicijo. Ne? Fizično ne moramo tukaj. Ne? Ampak, kaj se pojavi? Če jaz pustim
tisto osnovno fizično kondicijo, da ne naredim dnevno 5 km ali pa kakorkoli, vam povem, so hude, zelo hude posledice. Zato predlagam, držimo fizično kondicijo pa umsko. Zdaj, velikokrat je bilo v medijih, da Evropska unija ogromno participira, mislim, neko idejo, da bi ljudje ostali doma, ali kakor ste rekli, da se neki družili. Ogromno. Ampak sem pa bral, da veste, kdo največ tega porabi? Denarja. Nemčija, Francija, pa meni se zdi Avstrija. Ja. In imajo tole, da so ti ljudje skupaj v nekem domu. Ne? In da se nekako preživljajo pa to. Škoda, da niso uspeli tale stanovanja, ki jih imamo tam le gor na Smrtnikovi. Škoda. No? Tako da se pripravimo, upokojenstvo ni tisto, da bomo mi počivali, Pa prtičke kvačkali, ja. Da bomo nekaj garali, da bomo... Kaj se lahko, ne? Dok je star 20 let, veliko lažje pravi, da se otrok zdaj rodi s čipom v glavi. Jaz nažalost nisem, se moram vse naučiti. Moram vse tole kondicijo držati. Ne? Kdo od vas nima mobitela? To pa še da starega. Pametnega vprašanja. Še to, kdo nima pametnega mobitela? Vsi. Jaz pa že nimam. Imamo, ne? Ja, imamo. Torej, gremo v korak s časom. Veste, tako je. Dokler človeka vse zanima, dokler ga zanima jutrišnji dan, imaš pravico biti na tem svetu. Če pa kdo opusti to zanimanje, mu je treba pa pomagati, da ga spet dobi. A ne? To je to. In bom rekel zase, zdaj smo imeli koliko 50-letnico ali nekaj tazga mature. Celo naša razredničarka je še živa. No, ampak prvi razred smo bili njeni, mislim, da je razredničarka. Od vseh zdaj 25 živih, parih je umrlo, 25 živih, smo mogoče 4 ali pa 5 nas je še aktivnih, da nekaj zares počnemo, da nekaj kreativnega počnemo. Ne? Recimo, en je zelo znan pisatelj, en tudi nekaj, en se športom ukvarja, ena dela še na radiju, pa konc. Celega razreda, vsi ostali. 50-letnica. Ja. To še dobro, to so še 100 let. Ja, ampak ne počnejo nič s sabo. Ja. Tako je rekel gospod, lebdijo, ne, kofe pijejo. Nikoli se ne smeš prepustiti neki stihiji. Še križank ne rešujejo več. Tistim čisto preprostim pravilom, ki postanejo rutina, ki greš v penzion, zapadeš, je velika nevarnost, da zapadeš v rutino. In če se ti ne počneš nič drugega, kot tiste rutinske zadeve, ki sploh nimaš vključen, ne vključuješ možganov. Skratka, treba je možgane trenirati, to sem jaz zelo prepričana. Veste kaj, še en primer, gre zdravniku, ne, ti se bolj počas skačaš, recimo zase, moja hči pa že na okoncu tam urarjuje, pa vpraša, a ima gospa kakšna zdravila? Ja, ima za pritisk, no, ona se ima za stopno, pa dober, da bi jaz tudi lahko še povem, a ne? No, hvala za tole. In pa, ko me zdravnik not poklicu, avtomatično gledam, zakaj ne gre z mano. Ja, čist avtomatično, podzavestno sem rekel, ja, kje pa si, ne, ker češ spet z mano, ne, da me je kaj peljala okej, ne, da ne bi najdla. Zastopnica vaših pravic. Ja, a sem šel pravilno sposobna, še da se več, če pa ne bom pa vprašala. Ja, res, pa sem se zavedla, sem rekla, kje pa si? Ja, je pa tam čakala v čakalnici, ne, ja, pa vidite, tako. Sem želela samo se vrniti spet nazaj na ta roman, oziroma to knjigo, pa to gospod dopolnila. Podobno je bilo tudi pri nas, ko smo taščo pripeljali v dom, je gospa, ne vem, sestra, karkoli je že bil, je vse meni pripovedovala, meni. Ja. In potem smo vse malo k temu uprli, ker sem rekla, da moja tašča ni dementna, ni neumna, samo stara je, pa koliko si je zlomila. In potrebuje za to dom, ker so vsi v službah in ne morejo skrbeti za njo.
ampak ona jo je tako tretirala, kot da je, tako kot ste prej omenili, mal se kdaj starega človeka tretira tako, se ni. Kot da ga ni zraven, o tretji osebi se govori. Ja. Zdaj bomo pa sam še nekaj povedali. Sem pa mojega očeta spremljala zdravnikov, vedno je imel pač težave in sem ga spremljala in vedno ga je vprašala sestra, vse ga ljubi z njima, kako ste, a ste... Ker je bil star, jaz sem rekla, gospa, oprostite, moj oče je star, je naglušen, pa tudi že mrene se dela, slabše vidi, ampak neumen pa ni. A vam se tudi vrti malo. Tako sem morala arogantno nastopiti tudi do nje, ker kaj se pa to pravi. Človek je bil star, je revček tam se matral, da ne bom razlagala kako in kaj, ampak je slabo slišal, pa tudi videl je slabo in ona mu kaže, da on je pravi. Na koncu je zelo izobražen bil, tako da nima kaj to. To me je zelo prizadelo. In njega tudi. Sigurno. No, to je taka slaba izkušnja. Pravzaprav, veste, tako vam bom rekla, ja, stari ljudje imajo lahko zdaj cel kup slabih izkušenj, to pa zaradi tega, ker kdo pa lahko pripoveduje o starosti? A lahko on govori o starosti? Ne more, ne? Tudi gospa tamle nekako še ne more govoriti o starosti. Samo stari ljudje lahko govorijo o starosti. In do zdaj, zato ta moto, a ne? Ne samo, da se govori o njih, pa z njimi se pogovarja, dajmo jih slišati, a ne? In stari ljudje morajo začeti biti slišani. Začeti biti še bolj glasni, mogoče celo mečkom bolj s komolci naprej. V domu ne bo šlo. To imamo pa s svojimi sorodniki izkušnje. Ne, to pa. Zato, ker so mogoče res, samo to ne sme biti opravičilo. Te sestre, strežnice, pa vse osebje, tudi zdravnik, to so prezaposleni, to imajo ogromno birokratskih zadev, teh strokovnih zadev, premalo jih je, jaz to vse razumem, samo ne moreš ti eno starega človeka, ki ti nekaj prosi, jaz zdaj pa nimam časa, daj prasica po tiho, oprostite, da tako rečem, ampak tako je bilo. Tako je bilo. Kaj se pa to pravi? A veste, kdo je tisti, ki samo tole, prav na tebe se bom videl. Govorimo o zagovornikih. Prej sem rekla, kdo je vse lahko zagovornik. Kako smo že brali? Oseba, ki je empatična, ki je, kako že grejo tiste lepe stvari, prilagodljiva, zaupna, strpna, ki je pisatelj, ki govori o teh stvareh. Več takih romanov, ko bo, več iztočnic bo. Vi vsi ste pa enostavno glasniki, zagovorniki, tisti, ki se lahko še gibljete, mislim, mi, ki se lahko še gibljemo, ker smo bolj glasni lahko, ker se nas vidi, ker lahko nekje dejstvujemo takole v medijih povsod. Rabimo pa, ja, takale iztočnice. Ja, če bilo le več, ja. Hotel sem samo nekaj povedati svojo izkušnjo v tem, kar ste rekli, ne. Ja, te negovalke, bolničarke in tako naprej delajo res sramno delo, grozno, drži. Ampak sem se pogovarjal z varnostnikom, sem 7 let hodil, 2-krat na teden tja, pa sem ga dobro poznal. Sem rekel, kaj pa vi vidite tlele, kaj dogaja, a je res toliko malo, premalo ljudi? Kakšen premal? Zabušavajo? Če bilo po mojih pa odpustil. To je pa notranji glas. On jih je spremljal, on je vse videl, kaj se dogaja. Ja, kjer kdo flankira, kdo je na kofet, vse to mu je bilo jasno. Meni ni bilo, ne. Šel pač za tisto pol uro, pa sem šel, ne. Tako da, mogoče tudi to obstaja. Vse potrebuje tudi kavo in odmor. To je vse jasno. Ampak to ne sme biti, ali tudi zagovornika rabimo, ali pa bomo rabili mogoče. Ampak to ne sme biti izgovor za obnašanje tako. Obnašanje mora biti prijazno, da je človek,
to človečnost mora biti, no? To mora pogovarjati. Mislim, da je zelo veliko odvisno od vodstva teh domov. Človečnost, to je manjka. Jaz sem 8 let hodim na prostovoljno en dom in tako kot ste vi, jaz pa velikrat pridem, mislim tako različne dneve, pač hodim k eni gospe in moram priznati, da so tam, ne vem kaj, so 2 strižce ali pa 3, ampak v glavnem sedijo tam v svoji čajni kuhinji, telefone, uporabnic, starejše gospe, pač te, ki so, večina so itak si na vozičkih, ne, oziroma ne vem, kako je to možno, v glavnem so na vozičkih ali pa imajo odvajene, so v postelj, ne. So vikende so ponovadi v postelj, imajo odvajanje. Razen, če sorodniki res redno ne naročijo, da bi hodili na obisk in potem nekaj snega, ker jih ven pelejo. Načeloma so pa tako, zato da je, ker je ena, so ostali v postelji, da ima čim manj ljudi tam pri mizah. Ampak v glavnem, oni sedijo pri tisti čajni, ne vem, po zajtrku, pa med kosilom telefon, gospe pa na vozičkih, pri mizah. Ja, to drži. Redko vire, ker so še nove, prišne v domovih, so še malo listajo kak cajtek, ali pa ker vzdržuje to kondicijo, da berejo, pa so še tako, ne. Nimajo niti po večini, niti radio, itak ne, televizija, sej na tem oddelku, ko sem ja šla, jo imel, ampak tudi ne, ali je bila pa neka turška serija, ne, zato ker je to mogoče eni od teh strežnic to paše, ne bom povedala, ker v domove tudi zdaj to uvažamo, a ne, ker naših ni. Potem pa tikanje, ne. Mene zelo moti, da te zaposlene tikajo, pač te, ne bi rekla zdaj fizioterapeutka ali pač delovna, ampak drugi, da tikajo te ljudi. Jaz, če bi bila moja mama, bi rekla, moje mame, vi ne boste tikala, ne. Če je to v vaši državi navada, jo uporabite, pa nas ne. Ker to je že prvi odnos, prva stopna, kako ona nastopi do tega človeka. Ve, da se pa nas starejše ljudi vika in ni njena sestra to. V glavnem to. Ja, to je res. Ja, mene veliko stvari Pričeš na avtobus, kupiš, vsi te vidijo, recimo. Ja, pa ne sam, še kam da neznamih Slovenci. A te bo kdo sedež odstopil, če pa tukaj bo? Ja, se ste navidili. Ampak v redu, jaz Se te noče, ja, sebi so tudi tako, da so pa tudi podobno, ampak zelo spoštljive in prijazne. To je tudi ljudi, ampak imam pa prijateljcev, ki dela v Avstriji, v Gradcu, oni so starejše, je bila tukaj na usposabljanju in ko smo se med tako srečale, pa me je nagovarjala, dela pa preko ene firme, je v bistvu doma, tako 2 tedna ali pa tako, ampak pred 3 mesece je mogla biti pa v domu, ne, da je dobila neko licenco še tudi, da zna delati starejši. In je ona meni rekla, veš kaj ti govorim, te naši domovi tukaj, je rekla, so štale. Je rekla, da gor je čist drugače, jaz ne vem, nisem bila nobenem, ampak je rekla prav, imajo nekateri Avstrijci hlev bolj zrihtan, pa bolj urejeno se, pa bolj tako kot pri nas v domu. Jaz sem zdaj vse v en koš tudi spet. Ne, sem pravila, da jaz tako je gor, ne vem. Imamo tudi krasne zdravnike, krasne medicinske sestre, prijazne strežnice, vse. Ampak se pa najbolj veliko ljudi, ki pa spoštljivega odnosa ne poznajo. Tako. Ne da se kar posplošvati zdaj. Ja, jaz sem prav, ker je bila težava padle in ni mogla si pomagati, nekdo bo pa vozil, ko so vsi služili na fizioterapijo. In so jo za en mesec v domu vzeli. In sem jo šla obiskat. In je imela rojsten dan in so lepo dovolili, da smo nekaj prinesli, da je dala mize skupaj, da smo praznovali. Mi prijatelji, kot sosedje, tako rekoč. No in so ji rekli, tako je bila vesela, pa dobre volje, so rekla, gospa, ko boste pa stara, pa kar nam pridite v dom, bomo z veseljem vzeli. Tako je, da se je pa ali drugače umrla, ampak tako ne. So me potrudilo, zelo prijazno. Vsem praznujo, se mi zdi, da se to potrudili. Ja. Kakšno zaupniki? Ja. No, prej smo govorili o zaupniki, če se nekaj vrnemo nazaj. Ne. Jaz mislim, da bi mogla ta inštitucija priti do ljudi prej. Recimo, tako kot se je dogajalo temu mojemu sorodniku, pa tako se dogaja tudi drugim po domovih, kot sam vidim, pridejo taki ali drugačni lumpi ali sorodniki ali kakorkoli že
in joj, veš, dele tole, pa ti nimaš dosti denarja zdaj, da to plačuješ, to je drago, Bog ve, če te ne bojo ven vrgli, daj ti smem prepiš, pa mi jaz pol skrbel zate. Skratka, pogodba o preživljanju. In to podstaknejo mimogrede. Tudi ni težko najbrž dobiti kakšnega tacga bolj notarja, da pride tisto podpisati, pogodbo narediti, najbrž se da to dobiti. Če je gospa vse v redu in tako naprej, se da tudi to zrihtati. In pa ostane samo še to, kdaj bo gospa blagovoljna umreti, da vse skupaj pobere. Ja, ko me čaka. Ja. In tu je treba, po mojem, preprečiti. Tle je treba neke pasti nastaviti za take barabe. Prej, ne, ker če bo dal, po mojem mnenju, če bo dal zdravnik šele predlog, posebni, ker itak v domovih vemo, kako je, ne, bo dal predlog, ne bo dal predloga centru za socialno delo, se bo še tam nekaj časa mečkal, vmes lahko tega človeka, ki je tam ulupijo. Čist, ki je malo lahkoveren, malo naiven, malo se mu da sugerirati, čisto vse in kdo je to, mu lahko poberejo vse. Zato, da bi to dejstvo, da nekdo dobi zaupnika, če bi to lahko nekoga zakonodajo parinili naprej, da se človek morda sam zaveda, jaz bi pa rad enega zraven, kaj podpisoval. In da se to ve, ne sme podpisati. Prej. Tele imam to tvojo idejo nekako, še to moram pa povedati, se pravi, ta naslov od hiralnic do domov za ostarele do domov za stare ljudi sem si sposodila pri gospe Jani Mali. To je njena knjiga. Ona tudi razmišlja že o tem zagovorništvu in pravi, v začetni fazi naj bi bilo to zagovorništvo neprofesionalno. Lahko bi uporabili mrežo upokojenskih društev, zato sem vas takole ker je med upokojenci veliko različnih strokovnjakov. Odločiti se je tudi treba, kdaj in kdo naj imenuje zagovornika na nacionalni oziroma lokalni ravni. Treba je vedeti, kdo bo zagovornika pooblastil oziroma mu dal neke kompetence, take uradne. Vsekakor pa naj bi uporabniki imeli možnost soodločanja pri izbiri sogovornika. Ne, da kar rečejo, tale bo tvoj, ne. Odgovorne institucije in nevladne organizacije naj bi prevzele del nalog, saj nekatera društva že zdaj opravljajo nekatere naloge zagovorništva teh ranljivih skupin. Zdaj, tako vam bom rekla, pravzaprav se čisto vsaka stvar, ki se jo potem institucionalizira, ki se jo nekje zakonsko opredeli, se začne na neprofesionalni ravni. In potem iz tistega ven ratajo stvari, ki vidijo, kako mora stati, kje so pomanjkljivosti, kje je treba nadgraditi, a ne potem tisto stroko nadgradijo. Najprej se pa začne takole, med nami. Zato za te, ki pravijo komunikativnost, empatičnost, etičnost, zaupnost, strpnost. To naj bi bilo. Seveda malo strokovnost. Pa še nepogoltnost, ne biti v dednem redu in tako naprej. Ja, ne biti v dednem redu. Ne sme dedovati po tem človeku, nikakor ne. Tudi če bi bila darilna pogodba, ne sme vzeti. To bi moralo biti. Ker lahko prepriča sem. Ja, za zagovornika bi bilo tako prvo kot prvo, da v nobenem primeru ni on oziroma njegovi. Ja, da spada dedovanje, točno. Ja, iz dedovanja mora spasti pa tudi, mislim, mora imeti nekaj te, moralne kvalitete, ne, da ne pozna sam tega giba, ne, kakor je rekel Milčinski, bolj samo ležale grablje kot vile, ne. Ja, vsi bi bili zagovorniki, sploh taki, tudi to, ne. Tako, ki so, ne vem, porotniki na sodišču, ki tudi preverijo tako ali drugače, nima kriminalne preteklosti, nima lumparij za sabo, tako, in to bi bilo eno tako prvo sito, ne, ima dosje. Če nima dosjeja, umazanega dosjeja, ne, se lahko ima dosje, pa nima umazanega, ok, od tam naprej, ne, pa mora imeti pa še druga lastnosti. Ja, zdaj,
Ena dobra kriminalka je konkurenca. Ja. Ne. Si je tudi sposodil dom za ostarele in tam se tudi čudne stvari dogajajo. Je pa krasen razložil, zdaj ti si šel v zgodovino, kako smo včasih živeli, kakšne so bile relacije, to so biseri v tej knjigi. To morate brati, ker vam bo malo nostalgije, igra na nostalgične strune, bomo rekli. Medtem ko v tej knjigi Gostišče Hibiskus pa govori tudi o domu za ostarele in tam avtor pripoveduje o staranju, o starosti, kaj je starost, kakšna je starost. Na ta način govori tudi Slavenka Drakulič. Ja. No, jaz vas zdaj, ker smo takole vabim, naslednja naše srečanje bo govorilo o starizmu. O starizmu kot psovki ali kot fenomenu. Imeli bomo knjigo Slavenke Drakulič, pa ta Gostišče Hibiskus. No, zdaj se pa vrnemo nazaj k tej naši kriminalčici. Rekla sem, da so biseri noter, da so take triki stvari. Vi ste našla eno, ste rekla, a je to bil polumor ali ni bil umor. Jaz sem ga vprašala, a je bilo njega strah teh ali unih. Mislim, cel kup je takih stvari, ki človeka puščajo v dvomih in si jih lahko razloži, kakor si jih hoče. Zraven se pa še vrača v tisto, tako kot sem rekla, našo zgodovino, ki jo mogoče razumejo letniki tam 40-letniki že ne. Govorimo o starosti, 40-letnikov so premajhni za te stvari. 50 mogoče še. Tako da vas vabim res, da si to kriminalko preberete. Ja. Veliko stvari se namerno pusti, tako da mora bralce razmišljati zraven, zakaj, Ja. zakaj ne, a je to prav ali ni prav, ni se hotel moralizirati, ampak upam, da mi ni preveč zanašalo, kakšno moralo. Bolj tako, da se človek, ki bere, to vpraša, pa zakaj vraga, a je to mogoče, ne? Odkje so ti ljudje, če so ljudje? Ja. Dora, je še kakšen zanimiv odlomk? Tak, mogoče? Je, ampak je mogoče malo daljši, pa ne bi rada preveč zadržala, ni pa problem v meni. Če želite, lahko morda, ne vem, mislim, da je 3 ali 4 strani, bi bilo to že kar veliko, ne najbrž, ja. Povejte, ima kdo kakšno... Ja. Jaz bi poslušala. Ste za? Kaj ste hoteli? Mislim, če ima kdo še kakšno vprašanje ali pa kaj tazga, da bi... Ja, še imam. Povejte. Mogoče smo malo zašli v minus. Kaj pa če bi se nekje pozanimali, če dober slovenski film je Seksualno življenje moje babice. Ja, bi znal biti. Zdaj, Milena Miklavčič ima ene par takih. Seksualne dogodivščine. No, dobro, nekaj smo istega. In to je en strip. Ja, se je bil nagrajen, ne vem, kje. Ja, Ja. film v stripu. Ja, In je dobil nagrada, ja. Se otroci norca delajo, ste. Veste, kaj mi povejte, kako vi pišete kriminalke, kakšen dogodek, ali si vse zmislite? To me pa tako zanima. Ja. Ejte, to je sicer prvenc, ne, čeprav imam zdajle eno pred izidom, tudi kriminalko. Ja. 3 knjige so pa pri založnikih zdajle že v branju, tako da, ja. Imate jedro, pa potem pa naredite z tega. V bistvu tole je bila cela zgodba, ki je obstajala, ne? In sem jo samo zapisal. Aha, To so vse zgodba, zgodili. katero ste vi poznali, pa ste pa ne Ne poznal. Igral sem, ja, ja. On je not. Moja žena tudi igra. Ja, jaz sem. Imate domišljijo, pa vse posmote, da se lepo ujame, da Ja, nekako se- kriminalke se prav vse poštihte. Ja, upam, da se je, ne. Pač se zanima, ja. Bolj tragedija To kot je bila kriminalka. tragedija, no. Ja, Zdajle je pred, A se bo to tudi kaj orientiral na Se varnost ni zapravil. starejšega človeka, ne? ja, tudi ne bi rad moraliziral, takole se zdaj dobimo ali po širšem krogu rade volje, ne. Ne vem pa, če bi v tem pisal. To je pa zamorjeno. Recimo,
Želela je biti zraven, pa ni mogla priti Biserka Marolt Modijen, ki je tudi znana zagovornica starejših. Pa ima zdaj to, ne mislim, ta predsednica ima neko funkcijo. Ja, in nikakor ni mogla priti. Vas pa pozdravlja, je rekla, karkoli bo, me zanima. Ona je bila dobra, škoda jo je. Tako da na to ne bi šel. Zdaj recimo bo roman, ko bo prišel spomladi ven, ima naslov Odvetnik, ki je po resnični zgodbi, vsi ti okostje drži, ampak ne stvari sem pa pozabil in sem si mogel tudi malo izmisliti. Je pa tudi mojega drugega bratranca zgodba. Nisem bil pa aktivno udeležen. Pa je ena knjiga, ki je pri Mladinski zdaj, je influencerji, moji influencerji, kdo je vplival na mojo življenjsko pot in tam govorim samo, dejansko so oni želeli, da sem domače izločil, da samo v tujcih govorim, pa so zelo taki pompozni, dva kralja, pa ne vem, taki zgodbe, pa generali. Kar fino misliti, ne? Ja, ampak to so res, To so vse fino, pol je še živih, ne, ljudi, ne, so vsi z imeni. In potem ima še eno kriminalko, ki se je pa začela pri nas doma, pri lanskem na dvorišču, in ni mogla iti drugače naprej, kot je kriminalka. Žena oddajava apartma in je bil en čuden par, zelo prijazen, zelo v redu, ampak potem so sklepali stvari v čudno smer, tujci, ne, in sem pa malo dodal. Tako da se dogaja se. Malo pri nas, malo Bovc, malo Piran, malo pa tam zraven Benetk. In to osnova je resnična. Tiste dve, ki sta pa v delu, so pa tudi v bistvu z mene. Imaš tudi pravniške stvari vedel, pa taka nekaj Veste, zabavanje je to, ko moraš kakšno dejstvo preveriti in potem moraš po internetu brskati, a si se prav zapomnil ali ne. Recimo tam govorimo o eni vili, ki je na Riviera del Brenta. To je bliz Benetk, kjer so tune vile, to prave vile, ki jih je ta arhitekt Palacio delal v 16. ali pa 15. stoletju začel. To je renesansa taka za muzeje z tega delajo. No. Jaz sem bil večkrat noter, z lastnikom sem nekaj sodeloval in lahko sem jaz vpišen, ker drugi niso hodili not, ni pusto not. Lastnik živi v Ameriki in je prišel parkrat sem in smo se nekaj pogovarjali. Da se nekaj, ki je resnično še zraven vključaš, ne? Ja, itak, vsa ta prizorišča so... To je zelo fino, da so prizorišča to prava, ja. Vsa ta prizorišča so, resnična prizorišča njih zelo dobro poznam. Ja, to je fino, ja. Nekrat ali pa nekaj dni ali pa kukrat. Ja. To je lažje pisati, da se imaš nekaj vpili. Ja. Vrata so se odprla. Da imaš še balažo, pa sam še zgodbo noter, ne? Ja, tudi da imaš kaj, da ste nekaj druga, ne. Jaz pa predlagam, če lahko, če boste imeli čas, do prihodnič, ker je gospa omenila to Slavenko Drakolič, preberite knjigo Nevidna ženska in druge zgodbe. To je pravzaprav za vse generacije, za našo, za malo starejšo, pa tudi za mlajšo. Ne bom nič razlagal, odlično. Res o tem, odlično piše. Ona je bila zdaj na Fabuli in je pripovedovala. Odlično piše itak. In ta knjiga je odlična. Sjajno. In tam vidimo, kaj je to. Se bo zdaj intervju v enem časopisu. Ona pa je napisala prvo knjigo, imeli smo socializem in smo se smejali, ker je bila še novinarka. In je pisala, kako je hodila po teh vzhodnih, recimo, čist gospodinske stvari. Kako imajo na Romuniji ženske, ki po tleh pomivajo še stare bajce, tako kot mi včasih, ne? Kako imajo na Madžarskem že Neskufe, pa tak, pa vse. Tako fino je napisala. Zelo ona dobro piše. Pa pisala o teh ženskah, ki so bile znanimi poročene, kako so v bistvu bile tihe njihove podpornice, pa so jih može kar tako malo dol tlačili, tako naprej, v Dalštajna in tako naprej. Ja, fajn piše. Ker bomo o starizmu. Ja. Zdaj je že zelo neformalno lahko Ne vem, zakaj pa je napisala knjigo o enem, da vem, kako mu je ime, da vem, da sloveč, kako je bila tuja študentka v enem tujem kraju in ga je umorila, razkosala, v delih usmetnjake zmusila. Ja, to je pa tudi ona napisala, no, jaz nisem vedela. To je bilo tako.
Okus po moškem je knjiga. Okus po moškem. Okus po moškem, točno sem pozabila. To je knjiga, jaz sem emigrantska, prebeskaj tako fajn. Ah, Potem je to, joj, kaj si mislil, grozna je. To je trikotnik, mož, žena in še mož. In kaj se zgodi, če nekdo kosi sila preveč. Ja, sej. Kaj se lahko zgodi? Ja. Iztočnica za današnjo mizico pri Sedite k naši mizici v knjižnici Šiška, naša bralna skupina, je bila knjiga gospe Jane Mali Od hiralnic do domov za stare ljudi. Pogovarjali smo se o tem, kako je šel razvoj od špitala, hiralnic do domov za ostarele, in iztočnica nam je bila knjiga gospoda Vita Komaca Umor v domu ostarelih z vprašajem. Zdaj vabim vas na nadaljevanje te teme, ki bo naslednji mesec, 19. aprila, in bomo govorili o starizmu. Starizmu kot fenomenu ali kot psovki. Takrat nam bojo iztočnice knjige gospe Slavenke Drakulič, iztočnica nam bo knjiga Gostišče Hibiskus, pa še kakšno bomo našli.